Dobro večer, dragi gledalci in drage gledalke. Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Ministrski stol. Z nami v studiu lepo pozdravljam Andrejo Katič, ministrico za obrambo Republike Slovenije. Dobro večer, pozdravljeni. Dobro večer. Naši gledalci vas bi lahko rekli dobro poznajo, se prihajate ravno iz tega okolja. Predtem ste bili poslanka, preden ste postali ministrica. Kandidirali ste ravno v tem okolišu, pa še predtem opravljali funkcijo direktorice mestne občine Velenje. In verjetno gledalci zelo dobro poznajo, kaj ste počeli prej, vaše delo. Sedaj pa bomo zato predstavili, kako poteka vaše delo na Ministrstvu za obrambo, vse te prednostne naloge, kaj je tisto, kar ste se nekako lotili, kaj so vaši načrti za prihodnje. Pa če nekako začnemo mogoče na začetku, ker je nedolgo nazaj bilo eno leto te vlade. Vi ste maja letos zasedli ministrsko mesto, pa vendarle, kako bi vi ocenili eno leto dela tega ministrstva? Ja, najlepša hvala za lep uvod. Res, tukaj sem domačinka, tako da mislim, da ljudje moje delo v lokalnem okolju poznajo. Je pa zagotovo, kar se tiče Ministrstva za obrambo, delo v marsičem popolnoma drugačno. Če bi zdaj pogledala to leto, ki je minilo, kot se reče tudi eno leto vlade, moram povedati najprej, da vse, kar je ministrstvo pri tem doseglo, ni stvar le mene kot ministrice, ampak da sem imela kar dva predhodnika, Janka Vedra in tudi magistra Dejana Židana, ki mislim, da sta oba dva dobro upravila svoj posel in da je tudi na Ministrstvu za obrambo, tako v upravnem delu, kot tudi na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kot tudi Slovenski vojski, veliko kompetentnih sodelavk in sodelavcev, ki dobro upravljajo svoje delo. Zdaj, kot najbistvenejše pridobitve bi verjetno izpostavila v tem prvem letu ministrovanja. Če pogledamo najprej področje Slovenske vojske, to, kar je tudi moja dva predhodnika že dosegla, se pravi, da se lahko helikopterji Slovenske vojske še naprej uporabljajo za prevoz ponesrečencev v gorah oziroma kjerkoli druge, ter za nujno medicinsko helikoptersko pomoč. To je pridobitev, ker drugače bi morali to iskati na trgu in mislim, da bi bilo to za državo Slovenijo, za našo blagajno bistveno dražje. Da uporabljamo Falcon, se pravi to vladno vozilo tudi v humanitarne namene, se pravi za prevoz človeških organov. Bil je odmeven dogodek, ko smo v bistvu dobavili tudi protistrup in tem zagotovo rešili človeško življenje. To mogoče v enem takem delu. Izpostavila bi, da so v začetku letošnjega leta v Slovenski vojski izgradili modularno zmogljivost Slovenske vojske za pomoč v naravnih nesrečah in drugih nesrečah. To je pridobitev, se pravi, da se vojska karkoli se opremlja, se razvija, da gre tudi za večnamensko, za dvonamensko uporabo, se pravi za namen obrambe in tudi za pomoč v naravnih in drugih nesrečah. Kar se tiče obrambe, mogoče to najbolj vidno, poleg vseh ostalih nalog. Kar se tiče pa zaščite in reševanja, bi pa izpostavila to, da smo ohranili sedanji sistem v letošnjem letu, kljub vsem finančnim težavam v enaki meri kot v preteklih letih, se pravi, da ohranjamo vse obstoječe zmogljivosti. V zadnjem obdobju se seveda največ srečujemo v tem humanitarnem delu pomoči ob migrantski problematiki, drugače pa tudi dobro sodelujeta tako zaščita in reševanje v sklopu civilne zaščite za Slovensko vojsko, tako da te sinergije so narejene in upeljane in funkcionirajo tudi sedaj. V reševanju te problematike se to kaže kot zelo pozitivno. Je pa seveda vrsta nalog, ki nas še čaka, pa bomo verjetno v tem času to tudi predstavili. Seveda, ta uvod naj bo kot iztočnica, o katerih stvarih bomo seveda tudi nocoj še govorili. Pa da mogoče najprej začnemo takole. Na Ministrstvu za obrambo ste najpomembnejši dve veji. Omenili ste že, to sta Slovenska vojska in pa zaščita in reševanje. Pa da najprej začnemo pri Slovenski vojski.
Kakšno oceno bi vi dali, ko ste recimo vstopili na mesto ministrice, da je, v kakšnem stanju je Slovenska vojska, koliko je tudi trenutno zaposlenih? Vem, da ste tudi na novinarski konferenci predstavili, da jih je nekako manj, kolikor je nekako vlada tudi takrat podpisala oziroma nekako dala znak, da jih je lahko, ne? Ja, moram povedati, da vsako leto, enkrat letno se vrhovnemu poveljniku, to je predsedniku Republike Slovenije, poda tudi poročilo o stanju pripravljenosti Slovenske vojske. To smo skupaj z načelnikom Generalštaba Slovenske vojske opravila in moramo povedati, da žal se v Slovenski vojski pozna drastično zmanjševanje sredstev namenjeno tako imenovanim obrambnim izdatkom. Da sedaj večino obrambnih izdatkov je namenjeno zgolj plačam ter tudi pokrivanju mednarodnih operacij in misij in da gre zelo majhen delež, manj kot 1% za nabavo opreme. In da v sklopu tega se potem, ker je bilo vrsto let takšen manjko teh finančnih sredstev, pozna tudi na pripravljenosti Slovenske vojske. Se pravi, da če bi podala oceno, tako kot je bilo povedano, Slovenska vojska je sposobna upravljati vse naloge v miru z povečanim tveganjem, manj sposobna pa je upravljati vse svoje naloge v primeru večje krize oziroma v primeru vojne obrambe. Koliko je zaposlenih trenutno v Slovenski vojski? Morali bi imeti po dolgoročnih načrtih v Slovenski vojski zaposlenih 7600 pripadnic in pripadnikov. Kadrovski načrt nam omogoča 7254 pripadnik in pripadnic. Imamo kar nekaj problemov z zaposlovanjem, velika fluktuacija je, žal zaradi problemov, ki so znani. Če samo omenim, plača začetnika vojaka v Slovenski vojski je nekaj čez 900 evrov bruto, potem povprečna plača vojaka pride čez 1000 evrov, vendar so to vseeno nizke plače za zahtevne pogoje dela. In zaradi tega trenutno je v vojski, mislim, da na datum okoli 15. septembra okoli 7063 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Vsak dan se situacija spreminja. Mi smo v letošnjem letu dobili preko 400 vlog za zaposlitev, obdelali smo jih približno polovico. Polovica jih še čaka in z polovico smo skoraj da sklenili tudi že pogodbo za zaposlitev, tako da upamo, da ta naš načrt, da bomo do konca leta zaposlili vsaj 250 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske na novo, bo tudi uresničen. Je bil pa to en izmed prvih problemov, ki sem se ga lotila, ko sem prišla na ministrstvo. Takoj sem ugotovila, da je bilo vrsto izzivov potrebno preseči na tem področju. Oblikovali smo eno skupno projektno skupino, sestavljeno tako iz pripadnikov Slovenske vojske, kot tudi upravnega dela Ministrstva za obrambo, vodijo načelnik Generalštaba Slovenske vojske. Ta projektna skupina je že pripravila kratkoročne ukrepe, ki naj omogočijo boljše zaposlovanje pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, ter tudi nekatere dolgoročne ukrepe. Kratkoročne ukrepe smo že začeli izvajati, nekatere, to gre predvsem za povečano promocijo in bolj neposredni stik z lokalnimi skupnostmi, se pravi tam, kjer lahko črpamo v bazen, se pravi nove kadre, bolj čist neposredno na raznih prireditvah, na raznih sejmih, pri proslavah lokalnih skupnosti, tudi na Piki Nogavički smo bili prisotni, tako kot vsako leto, na sejmu v Celju in podobno, in to že kaže določene rezultate. Pogledali smo pa tudi, kaj je možno znotraj same organizacije izboljšati, se pravi, če lahko uporabim izraz, odprava administrativnih ovir, in smo skrajšali čas zaposlitve iz prejšnjih 30 dni na 10 dni. Mislim, da je bil to kar velik uspeh. Pogledali smo tudi, kar pravi, da je velik problem, kadrovske zahteve, se pravi, vsak pripadnik oziroma pripadnica Slovenske vojske mora biti tudi ustrezno zdravstveno usposobljena, se pravi v dobri kondiciji, in moram povedati, žal, da imamo kar nezdrave generacije, se pravi povišan holesterol, prekomerna telesna teža, slabo zobovje, in vse skupaj to tudi vpliva na to, da se nekdo ne more zaposliti v Slovenski vojski, pa bi si želel. Smo pa preverili, če imamo slučajno te zdravstvene zahteve previsoke, in tudi na tem
bodo še določene spremembe. Upam pa, da bomo dali več na to, da bomo fit. Zato imamo tudi zaposlene v Slovenski vojski športnice in športnike, ki dajo nekako zgled za zdrav način življenja in kako ohraniti tudi primerno telesno pripravljenost. Potekajo tudi javna naročila za opremljanje vojske. Nekako kljub finančnim omejitvam vam je uspelo naročiti uniforme. Ja, moram povedati, da sem bila zelo neprijetno presenečena. Velikokrat je v javnosti prišli podatki, kako so opremljeni slovenski vojaki. Tudi sama sem na terenu, ko sem obiskala vojašnice, ko sem govorila z vojaki, videla, kakšna oprema je. Tako da, mi smo izvedli javno naročilo in določeno opremo bomo nabavili letos, potem pa še v drugem letu, tako da bodo vsi vojaki in vojakinje dobile primerno opremo. Gre za nabavo uniforme, čevljev in ter vse tiste zaščitne opreme, ki jo vojak potrebuje, tako za delo v Sloveniji, predvsem pa tudi za delo na mednarodnih operacijah in misijah. Mislim, da mora biti varnost vojaka na prvem mestu in zagotovo je za to potrebna oprema. Mislim, da boste za to odšteli tudi dobrih 4,3 milijona evrov, kar bi lahko rekli, da je tudi največja investicija trenutno v Slovenski vojski. Če mene vprašate kot bivšo direktorico občinske uprave, pa sedaj kot ministrica za obrambo, mislim, da me je kar malce presenetilo, da se to šteje kot investicija. Gre v bistvu za neke vrste tekoče vzdrževanje, enako je tudi za nabavo municije, kar vojaki potrebujejo za svoje vsakdanje usposabljanje, ampak res je, to je ena izmed največje investicije. Mi veliko delamo na odprodaji neperspektivne opreme, se pravi tudi, kar se ne potrebuje več orožja, kar se ne potrebuje več neke določene infrastrukture, tudi stanovanj in vsa sredstva, ki jih pridobimo za tem, bomo vlagali nazaj v opremo za Slovensko vojsko, za to najnujnejšo tekoče vzdrževanje, predvsem pa tudi za te investicije, ki so v teku in ki bomo potem tudi speljali v letošnjem in prihodnjem letu. Kot smo že prej omenili, torej nekako zaposlujete v Slovenski vojski tudi do 300 novih vojakinj in vojakov. Naj bi zaposlili letos. Kot ste že sami omenili, ste ustanovili posebno skupino za zaposlovanje. Prej ste omenili tudi, da je problem plača. Tukaj vemo, ko pride do denarja, se velikokrat stvari nekako zakomplicirajo, zaustavijo. Pa vendarle se vam zdi, da se to lahko v prihodnje tudi malce spremeni, pa povemo mogoče tudi to, da so v Slovenski vojski možno tudi napredovanja. Zagotovo. Mi moramo ločiti v Slovenski vojski tudi se pravi različne stopnje, se pravi vojake, podčastnike in častnike in napredovanje je možno, sploh znotraj častniškega pa podčastniškega kadra, je pa seveda to odvisno tudi od izobrazbe, ki ima posameznik pripadnik oziroma pripadnica Slovenske vojske, od tega, kako se angažira, od njegovih kompetenc in od tega, kako v bistvu potem tudi nadaljuje šolanje znotraj sistema za pridobivanje kompetenc oziroma tudi sam čist, kar se tiče javnega šolstva. Mi delamo veliko na tem, da so vojaki usposobljeni, da se tudi sprotno usposabljajo, ne le v Sloveniji, tudi za zunaj Slovenije, se pravi v sklopu sodelovanja tako z državami Evropske unije, predvsem pa v sklopu zavezništva NATO. Moram povedati, da imamo v Slovenski vojski visoko usposobljene, šolane ljudi, posameznice in posameznike, ki so končali tudi mednarodne šole, ki imajo končano usposabljanje v tujini in imajo veliko znanja, ki ga potem širijo tudi znotraj sistema. Tako da veliko se vlaga v izobraževanje in prav je tako, zaradi tega, ker moramo sodelovati skupaj z drugimi sodobnimi vojskami in to je možno samo, vkolikor smo primerljivi tudi po znanju, ne le po opremi. Slovenska vojska nudi tudi pomoč pri reševanju, to ste že v začetku omenili, tudi Falcon, ki je dostavil protistrup za ugriz klopotače. Bi lahko rekli, da je nekako to tisto, kar je pomembno poudariti, ste poudarili tudi že na začetku. Čeprav, kolikor sem jaz malce pregledovala, se mi zdijo številke kar visoke, pa čeprav si tega tudi ne bi želeli v primerih, kjer je pač vojska tudi morala pomagati pri reševanju.
Zdaj, če govorimo največ o pomoči, helikopterski nujne pomoči, moramo povedati, da je letos so sodelovali pri reševanju s helikopterjem 151. helikopterska eskadrilja. In če povem neke podatke, v začetku septembra, ko smo delali preverko, 167 posredovanj je bilo upravljeno v teh času, 108 v gorah, največ je v gorah, od tega je potem 59 prevozov bilo tudi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo za prevoz obolelih in na takšen način smo prevozili kar 188 poškodovanih oziroma obolelih. Se pravi, gre za en pomemben segment in tukaj je seveda še kako potrebna prava oprema ter tudi usposobljen kader, pa vsaka sekunda je dragocena. Gre tudi za presojo, kje je možno, na kakšen način pomagati in zato je tudi mogoče dobra prisotnost. Letos smo odprli posodobljen center na Kredarici, kjer se deluje tako Slovenska vojska skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje. Gre za neko dvonamensko uporabo in tudi preko teh podatkov, ki se tam dobivajo, lahko helikopterska nujna medicinska pomoč, pa tudi ti helikopterski povozi potem učinkovito nudijo pomoč tudi v gorah. To je še en dokaz dobrega sodelovanja. Zagotovo je še en dokaz dobrega sodelovanja, je pa še en dokaz za to, da v bistvu vojska ni namenjena samo obrambi, ampak da je to njena dvonamenskost, da pomaga tudi pri naravnih in pri drugih nesrečah. Omenili ste že tudi modularno zmogljivost Slovenske vojske, gre torej za pomoč ob nesrečah. Kako to izgleda, da bodo mogoče naši gledalci malce bolj razumeli, kako to poteka, kako je urejeno, če bi recimo prišlo do takšnih primerov? Mi moramo povedati, da v bistvu reševanje v primeru nesreč je v pristojnosti lokalne skupnosti. Vkolikor pa gre za večje nesreče, se aktivira štab civilne zaščite. To so sodelavci, ki so znotraj Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, se pravi znotraj Ministrstva za obrambo. Poveljnik je Srečko Šestan, mislim, da ga Slovenke in Slovenci žal zaradi pogostih nesreč zelo dobro poznajo, ampak na podlagi njegove odredbe potem lahko v sklopu tega sodeluje tudi Slovenska vojska. In ta modularna zmogljivost Slovenske vojske pomeni v bistvu to, da lahko v 24 urah na kraju nesreče se zbere do 740 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, ki so usposobljeni in opremljeni za to, da lahko pomagajo konkretni nesreči. V 48 urah pa ta številka naraste že preko 1045 pripadnic in pripadnikov. In mislim, da je to neka taka sila. Predvsem je pomembno to, da je opremljena in da se tudi vsakodnevno usposablja za to, da lahko učinkovito pomaga pri različnih naravnih ali drugih nesrečah. In to je tisto, kar je velik suport civilni zmogljivosti, se pravi civilni zaščiti in drugim reševalnim sestavom v sklopu prostovoljcev, vključenih v sistem civilne zaščite ze strani Slovenske vojske. Seveda si ne želimo naravnih nesreč, ki so nas v preteklih letih, bi lahko rekli, kar vsakoletno prizadele, si vemo poplave, žledolom in podobno. Pa mogoče, da povemo to, kako se usposabljajo, kako se pripravljajo na to. Seveda so zagotovo potrebne tudi vaje, da so potem pripravljeni, ko gre res za kakšno naravno nesrečo. Ja, moram povedati, da v Slovenske vojske, pa tudi v sistemu civilne zaščite oziroma Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje nenehno potekajo različne priprave, se pravi vaje. In ta modularna enota je bila predstavljena in preizkušena letos na vaji, ki se imenovala Vihra 2015. Se pravi, čisto konkretno, če rečem nek primer, sedaj je potekala vojaška vaja tudi v Počku. Skupaj je bilo na usposabljeno veliko pripadnic in pripadnikov iz različnih držav, ki so se usposabljali za neke napade oziroma obrambo na terenu. Kar se tiče civilne zaščite, pa gre potem za simulacijo neke določene sreče, naj si bilo v predoru ali v primeru, ne vem, uporabe bojnih strupov, kjer pride do kombinacije sodelovanja Slovenske vojske in civilne zaščite ali naprimer potresov in podobno. Se pravi, to usposabljanje mora nenehno potekati, predvsem tudi za reševalce, za Rdeči križ, Karitas in druge institucije, zato da so vsi ti elementi potem usklajeni med seboj
in da se vidi, kje je mogoče kakšen manjko opreme, kje je kakšen šibki člen ali človeški ali materialni, zato da se potem to odpravi in lahko v primeru, ko pa res pride do nesreče, učinkovito pomaga. Rekli ste, v 24 urah od nesreče 740 pripadnikov vojske. Mogoče povemo tudi to, da prvi člani pa že v 15 minutah. Ja. Zagotovo. Vse te zmogljivosti, vse posod v vseh sistemih Slovenske vojske so pripravljeni in načrti narejeni tako, da se število pripadnik in pripadnicov potem veča glede na potrebe, kakšna je pač vrsta nesreča ali v primeru obrambe, kakšne so potrebe po določeni stopnji obrambe. Večkrat ste poudarili, da je pomembno tudi sodelovanje z gospodarstvom. Kje vidite vi tukaj usporednice, da jih lahko potem potegnete z Ministrstvom za obrambo in se povezujete z gospodarstvom? Zagotovo je vojaška in obrambna industrija, pa tudi industrija, ki je namenjena opremljanju sistemov zaščite in reševanja, zelo pomembna in je lahko tudi pomemben segment za razvoj gospodarstva v Sloveniji, predvsem tudi z izvozom, glede na to, da mi zelo malo te opreme sami nabavljamo. In v sklopu tega mi sedaj organiziramo posvete po regijah preko Gospodarske zbornice Slovenije. Sestala sem se tudi z GOIS-om, to je Grozd obrambne industrije Slovenije, in smo iskali neke sinergije, kje lahko mi kot Ministrstvo za obrambo ali jaz sama kot ministrica v sklopu mednarodnih stikov z drugimi ministri za obrambo, pa tudi z drugimi predstavniki NATO in drugih institucij pomagam pri tem, da delam neko vrsto promocijo tudi naši industriji. Se pravi, nadaljevali bomo z temi regijskimi posveti, kjer jim bomo predstavili vse, kar mora tudi nekdo, ko proizvaja to opremo, katere standarde mora izpolnjevati za to, da lahko nastopa na tujih trgih. Veliko sodelovanje pa si obetam tudi z Evropsko obrambno agencijo, z EDO, kjer sem z direktorjem že prejšnjič na zadnjem srečanju ministrov za obrambo v Luksemburgu z njim tudi govorila in nekako navezujemo te stike. Pripravili bomo v Sloveniji elektronski katalog vseh teh proizvajalcev, tako da se bo lahko sprotno posodabljal in da bo lahko potem tudi na vpogled v vse te neke promocijske namene. Potrebno je pa povedati, da večina opreme mora biti večnamenska, se pravi, tako kot se opremlja naša vojska, se tudi druge vojske, da se lahko oprema uporabi ne le za obrambo, temveč tudi v pomoč pri naravnih in drugih nesrečah. Omenili ste torej regionalne posvete z Gospodarsko zbornico Slovenije. Ste tukaj, bi lahko rekli, naleteli na plodna tla, je bil tudi z njihove strani dober odziv, vidijo tukaj morebitno sodelovanje, gospodarski napredek? Ja, moram povedati, da po dosedanjih izkušnjah, žal zadnja bi morala biti na Gorenjskem, pa se ne morala zaradi seje vlade odpovedati, ampak bomo to realizirali v bližnji prihodnosti. Bi mogoče pričakovala celo večji odziv se strani gospodarstvenikov, ampak verjamem tudi, da je veliko čist tehničnih problemov, za katere je pa tudi dobro, da potem, ko minister hodi neposredno po terenu, ko obišče kakšno takšno gospodarsko podjetje, se z njimi tudi seznani in tudi potem lahko nekako pripomore pri odpravi administrativnih ovir. Tako da srečanja so koristna, pričakujem pa seveda tudi pobude se strani proizvajalcev. Zagotovo pri sami nabavi opreme gre pa potem za javna naročila povsod. Moraš izpolnjevati določene pogoje, se pravi, zagotovo je to kvaliteta, reference, pomembna je pa tudi cena. Poudarek dajete tudi na sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Vemo, da je Slovenska vojska prisotna na večjih lokacijah po Sloveniji, gre za različne kraje. Primer je tudi Postojna. Zagotovo v Postojni je osrednje vadbišče Slovenske vojske, ki je nekako najbolj izpostavljeno, in v preteklosti je bilo že kar veliko izzivov, problemov, če po domače temu tako rečem, vendar mislim, da smo zdaj v zadnjem času dosegli kar velik napredek. Oblikovana je bila posebna skupina, ki je sestavljena tako iz pripadnikov ministrstva in Slovenske vojske, kot tudi iz predstavnikov občine, in se dnevno pogovarjajo, kaj je možno narediti, kaj je možno zagotoviti za to, da bo sobivanje med lokalnim prebivalstvom in pripadniki Slovenske vojske ter predvsem v času vaj in vsega ostalega čim bolj složno
se pravi, ne vem, potrpežljivost z obeh strani. Mi smo odprli vrata vojašnic, tudi na Počku smo naredili dan odprtih vrat, tako da so se lahko ljudje, lokalno prebivalstvo prepričalo samo, kaj se tam dela. Mislim, da je to pomemben segment, da so vojašnice odprte, da lahko ljudje pridejo in da pogledajo, da se nekako približa Slovenska vojska, saj ne nazadnje je to naša vojska. In je prav tako potrebno je narediti pa več seveda na tem složnem sobivanju, se pravi, da ni noben problem vnaprej obvestiti lokalno prebivalstvo, kdaj se bo delala kakšna vaja, kdaj bodo kakšni preleti vojaških letal, kdaj bo povečan hrup zaradi določene vaje, usposabljanja, tako da sedaj to poteka in kolikor imam jaz informacije, je večina ljudi zadovoljna. Tudi za to zadnjo vajo, kar je bilo, so ljudje bili pravzaprav zadovoljni s tem, da se je vojska predstavila njim bolj neposredno. Ne nazadnje pa lahko gre tudi v primeru, ko je množično usposabljanje tujih vojska pri nas za neke vrste turizem in tudi za to poslovno priložnost za določeno okolje, kjer je Slovenska vojska bolj vpeta kot v nekih drugih okoljih. Se vam zdi, da je včasih tukaj še vedno nek tak negativen prizvok, ko ljudje vidijo vojsko, slišijo, gre za kakšne vaje. Nekateri so seveda tudi radovedni, pridejo pogledat, pa vendarle, da se včasih mogoče še vedno malce bojijo. Slovenska vojska je eden izmed sistemov slovenske nacionalne varnosti in mislim, da moramo biti ponosni na to, ponosni na slovenske vojakinje in vojake, tako da mi se trudimo, da bi s tem, ko odpiramo vrata vojašnic in tudi teh naših prireditev usposabljanj, čim bolj seznanili slovensko javnost s tem, kaj se dogaja v vojski, zakaj vojsko imamo, zakaj jo potrebujemo. Poudarjamo to njeno dvonamensko, se pravi pomoč tudi v naravnih in drugih nesrečah. In takrat, ko pomagajo vojaki, vojakinje v naravnih in drugih nesrečah, so dobrodošli. Upam, da bodo tudi v primeru, ko ne bo šlo za neposredno pomoč, dobrodošli pri vseh državljankah in državljanov Republike Slovenije. Več pa moramo narediti na tem, da se vsi skupaj zavedamo, da je Slovenija varna država, ampak zato, da ostanemo varna država, je potrebno tudi vlagati v to varnost, ne samo v zaščito in reševanje, policijo, temveč tudi v Slovensko vojsko. Saj le v varni državi se lahko razvijajo potem tudi vse ostalo, gospodarstvo, izobraževanje, šport, kultura in podobno. Tudi zaradi tega moramo narediti več na tem, da se zavedamo, da je Slovenska vojska naša vojska. Prej smo že omenili, da ste naročili nove uniforme, pa vendarle tudi Slovenska vojska potrebuje še kar nekaj, bi lahko rekli, nove opreme. Gre za modernizacijo. Ja, zagotovo. Mi imamo dolgoročne programe, v pripravi je nov srednjeročni program opremljanja, je pa seveda to vse odvisno od od proračuna. Žal mi je, da proračun za 2016 in 2017 ne bo sledil napovedim, za katere smo se nekako že dogovorili, vendar je pa to prvič po vseh teh letih, da se je ustavil trend padanja obrambnih izdatkov in s tem tudi nekako zaustavilo to racionalizacijo v Slovenski vojski. Se pravi, da bo možno, da bomo v 2016-2017 nabavili vsaj to najnujnejšo opremo. Zagotovo bomo pa vse te cilje zmogljivosti, ki smo jih dogovorili, ki jih je tudi nekako potrdil Državni zbor, pa tudi potem vsakič Vlada Republike Slovenije, morali zamakniti v prihodnje obdobje, zaradi tega, ker sredstev za izgradnjo te zmogljivosti v proračunih do sedaj ni bilo dovolj, prav tako jih ni dovolj v letu 2016 in 2017. Tako da najnujnejše vlaganja bomo naredili, gre za uniforme, za to osebno opremo, zaščitno opremo, za municijo, za investicije, ki so že v teku in ki se bodo končale, za neke manjše nabave, predvsem pa za vzdrževanje opreme. Žal, oprema, ko se stara, potrebuje vedno več sredstev za to, da se vzdržuje v primerni stopni zmogljivosti in tu bo glavnina vseh sredstev bo šla za ta namen. Gre torej za, bi lahko rekli, popolno modernizacijo, ali je bilo tukaj že narejeno kar nekaj takih korakov,
ki so bili na poti k modernizaciji? V bistvu v teh letih, sedaj od leta 2010 naprej, ko gre za upadanje sredstev, ne gre za modernizacijo, gre bolj kot ne samo za ohranjanje obstoječega stanja. Mi seveda bomo izpolnili vse tiste bolj kratkoročne zaveze, ki smo jih dali svojim zaveznikom, predvsem v okviru zavezništva NATO, kar se tiče za ta Readiness Action Plan, tako da to bomo zagotavljali, bo pa zaradi tega v bistvu neke določene druge modernizacije pa potrebno prestaviti v prihodnost. Vkolikor bi mi imeli proračun tak, da bi v letošnjem letu bil odstotek enak kot v letošnjem letu, v letu 2016 odstotek bil enak kot v letošnjem letu, se pravi 0,95% BDP, in potem bi ta odstotek rastel vsako leto z 0,04% BDP, bi lahko začeli z modernizacijo, z tem, kar nam piše nekako v dolgoročnih strateških dokumentih, tam po letu 2017, 18, 19, izgradnja zmogljivosti, ki je predvidena v resoluciji, pa bi bilo potrebno zamakniti, in v pripravi nove zakonodaje, kar nas čaka sedaj v jeseni, v teh zimskih mesecih tudi, bo veliko govora verjetno tudi o tem in tudi tu bo potrebno narediti neke določene premisleke in se odločiti, v katero smer razvoja bomo šli naprej, ker prav pa je, če smo neke zaveze dali, da potem te zaveze tudi uresničimo, zaradi tega, ker tudi drugi zavezniki računajo na naše zaveze. Ne gre v bistvu za to, da bi nam drugi postavljali pogoje, kaj vse moramo uresničiti, ampak smo sami neke obljube dali in je prav, da jih držimo. Morava se seveda dotakniti tudi begunske krize. Ta bi lahko rekli, da je nekako v zadnjih dneh tudi v ospredju. Tudi Slovenska vojska je nekako priskočila na pomoč, vemo, da tudi z nekaterimi nepremičninami, pa vendarle ste dejali, da Slovenija vojakov na državne meje zaenkrat, oziroma če to ne bo potrebno, ne bo pošiljala. Zagotovo moramo povedati, da vse aktivnosti v zvezi z begunsko krizo vodi Ministrstvo za notranje zadeve, Slovenska policija, tu gre za njihovo pristojnost, da pa je bilo Ministrstvo za obrambo vpeto bolj v ta humanitarni del, se pravi v vključevanje vseh prostovoljnih sistemov, ki so vključeni v sistem zaščite in reševanja. Ko je bilo razvidno, da bo število beguncev več, kot je to načrtoval tudi kontingentni načrt, ki je bil pripravljen, smo predlagali vladi, da sprejme sklep, da se v bistvu aktivira štab Civilne zaščite Republike Slovenije, da se vzpostavi to poveljstvo in da se smiselno uporabljajo tudi načrti za naravne nesreče, za reševanje ogroženosti prebivalstva in da v bistvu sedaj civilna zaščita skrbi za nastanitvene centre. In v sklopu tega tudi potem po njenih navodilih z logistično podporo sodeluje Slovenska vojska. Pravi, Slovenska vojska v tem sodeluje z zagotavljanjem prevozov, pomaganje postaviti šotorov v drugih namestitvenih objektih, za kuhanje prehrane in vsega ostalega. V sklopu vsega, kar tudi drugi reševalni sistemi znotraj civilne zaščite delajo, se pravi Rdeči križ, reševalci, gasilci, taborniki in vse, kar je vključeno v sistem civilne zaščite. Tako da mislim, da odlično opravijo svoje delo. Naj izkoristim tu priložnost z vsem pripadnikom in pripadnicam tako Slovenske vojske, še posebej pa tudi civilne zaščite, zahvalim za njihovo delo. Prav gotovo nas pa v bistvu najtežje verjetno še čaka, odvisno od tega, kakšen bo prihod beguncev v Slovenijo. Tudi nekako bi lahko rekli, da ste podali pobudo, da bi se lahko nastanili tudi v centru Slovenske vojske v Logatcu, pač če bi prišlo do tega, da bi bila potreba. V Logatcu so že bili nastanjeni v tem prvem prihodu beguncev. V bistvu je šlo bolj za ranljive skupine, se pravi za matere z otroki ter tudi za družine. In moram povedati, ko sem potem obiskala center in jih poprašala, kakšne so bile njihove prve izkušnje, sem tako od župana, kot tudi vseh, ki so vključeni v sistem civilne zaščite na tem nivoju, dobila samo pozitivne informacije, da seveda je bilo v prvem prihodu malce pričakovanj, malce, ne bi rekla temu strahu, ampak predvsem tisto, ker ne veš, kaj te čaka, pa si malce
kako naj izraz uporabim, pač z rezervo gledaš na to, kaj bo. Malce distance. Z distanco, ja, ampak potem je bila organizacija res perfektna, se pravi, pripeljal se je avtobus, tam se je javil en prostovoljc iz lokalnega okolja, ki ima korenine v teh državah in je znal tudi njihov jezik, tako da je pomagal pri teh prvih težavah in potem so v bistvu bile na voljo nastanitvene kapacitete, tako da so lahko ljudje tam prespali, se preobuli, preoblekli, vsak je lahko preko Rdečega križa in Karitasa dobil tisto najnujnejšo opremo. Veliko je bilo družin z majhnimi otroci, zaprosili so tudi za otroški voziček, tudi ta je bil priskrbljen. Mislim, da se je lokalno prebivalstvo zelo dobro odzvalo. Mogoče je bilo tudi malce problemov za prehrano, ampak potem, ko so videli, da ta njihov prevajalec začel sam jesti hrano, so tudi vsi ostali, gre pa za različne navade, ampak imamo zgolj predsodke. Odšli so vsi zadovoljni, bili so pa zadovoljni tudi lokalni prebivalci, tako da tisto pričakovanje, distanca je bila pravzaprav odveč. Prej ste že omenili, da je nekako to v pristojnosti notranjega ministrstva. Vemo, da je bilo že tudi kar nekaj sestankov ministrov po Evropi. Je bilo tudi kaj že rečeno na temo, da bi se sestali obrambni ministri, če bi to bilo potrebno, da bi kaj spregovorili o tem? Ja, moram povedati, da je naše ministrstvo za obrambo mogoče malce specifično v primerjavi z drugimi ministri za obrambo, zato ker imamo znotraj našega ministrstva tudi upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Druge so te uprave znotraj ministrstva za notranje zadeve. Tako da reševanje begunske krize in problematike ni stvar oziroma pristojnost obrambnih ministrov, zagotovo pa nismo mogli iti mimo te problematike. Predvsem tudi zaradi tega, ker je bila pred kratkim lansirana tudi operacija EUNAVFOR Mediteran, se pravi pomoč migrantom na morju in preprečevanje tihotapstva z begunci na morju. In v sklopu tega smo govorili tudi, kakšen bo vpliv te akcije na Mediteranu na vse ostale begunske oziroma migrantske poti, kar se je v bistvu tudi pokazalo, da je povečan priliv po tej tako imenovani balkanski poti. Moram povedati, da ne bi v bistvu dan, da ne bi komunicirali z kom iz tujine, z drugimi obrambnimi ministri, tudi pri vseh obiskih. Danes je bil pri meni tudi avstrijski veleposlanik ter vojaški ataše, ker smo se pogovarjali prav o tem, da je dobro sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo, da si želimo, da takšno sodelovanje tudi ostane v prihodnje pri reševanju te begunske in migrantske krize med dvema sosedama, kar če pogledamo vse ostale države, do tega ni prišlo, ampak da se je potrebno za takšno sodelovanje tudi truditi, vsakodnevno izmenjavati informacije, se prepričati, kako je organizirano za migrante oziroma begunce tako pri nas, kot tudi v Avstriji, kako bodo omogočene te poti, kako bo omogočeno spoštovanje evropske zakonodaje, tako da to zaupanje med sosedama je prav, da se neguje, da se vzpostavlja, predvsem pa, da se tudi pomagamo drugemu in ne mine srečanje. Zagotovo pa je tukaj tudi vedno odprto vprašanje vojske v ta namen. Tudi naša vojska ima v zakonu o obrambi določilo, prav tako tudi v zakonu o službi Slovenski vojski, da lahko pomaga policiji pri varovanju meja, tudi pri globinskem varovanju, vendar nima pristojnosti, kot jih ima policija, se pravi, da lahko nudi le neko pomoč, suport policiji. Ampak vkolikor bi se Slovenija za to odločila, je potrebno sprejeti poseben sklep vlade, kjer je potrebno tudi nedvoumno napisati, kakšne pristojnosti bi imela Slovenska vojska. Upam, da do tega ne bo prišlo, bomo pa na to tudi pripravljeni. Na ministrstvu si želite sprejetje novega zakona o obrambi. V parlamentu zato potrebujete 3/4 podporo, a zato usklajevanja še potekajo. Mislim, da ste se celo že usklajevali z nekaterimi poslanskimi skupinami. Ja, mi smo pred poletjem poslali v parlament izhodišča za spremembo zakonodaje na tem področju. Takrat smo se še nagibali, ali naj naredimo najnujnejše spremembe zakona o obrambi, ali naj gremo delati celoten nov zakon o obrambi. In po posvetovanju z vsemi poslanskimi skupinami so nas v bistvu vsi spodbujali, da naj bomo ambiciozni in da naj pripravimo nov zakon o obrambi. Zadnje spremembe so bile v letu 2004. V tem času smo sprejeli vrsto strateških odločitev, ki jih zakon ni še udejanjil. Se pravi, je tako v sklopu
organiziranja Slovenske vojske, v sklopu specifičnosti glede sodelovanja v NATO, kot seveda tudi najpomembnejše je to specifični položaj vojaka in drugih javnih uslužbencev, kar veliko zadev, ki bi bilo potrebno implementirati. Zato pripravljamo nov zakon. Mi bomo imeli besedilo tega zakona pripravljeno do konca tega meseca, takšen nekakšen terminski plan. Želim si široke strokovne razprave, seveda tudi posvetovanja z vsemi političnimi strankami v parlamentu, ker je potrebna dvotretjinska večina za ta zakon, tako da je potrebno res iskati širok konsens. Je pa ta zakon nujno potreben, prav tudi zaradi tega, da se nekako da položaj pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, kot je potrebno. Se pravi, tudi po napotilih Ustavnega sodišča je določene določbe glede položaja potrebno izvzeti iz zakona o obrambi in jih urediti v zakonu o službi Slovenske vojske. Se pravi, mi bomo pripravljali sočasno nov zakon o obrambi, pa tudi spremembe zakona o službi Slovenske vojske, sodelovali tudi z pripadnicami in pripadniki, z sindikati, tako da upam, da bomo na koncu našli neko solucijo, ker ne moremo enačiti položaja vojaka z nekim drugim javnim uslužbencem, recimo bizaren primer, vojak, ko je na straži v pripravljenosti, dobi enak dodatek kot nek drug javni uslužbenec, ko je v pripravljenosti doma. Zagotovo je tu razlika, specifičnosti dela vojaka je potrebno upoštevati in nekako tudi potem ovrednotiti in zakonodajo skladno s tem tudi pripraviti. To je verjetno povezano s tem, kar ste že rekli, da bodo tudi vojaki ponosni, da nosijo slovensko uniformo. Zdaj pa moram povedati, da večina stikov, kar sem jih jaz imela z vojakom, tudi častnikom, počastnikom, je zelo dobra in vsi so povedali, da s ponosom nosijo slovensko uniformo Slovenske vojske in tudi kjerkoli v tujini, ko sem jih obiskala ali pa sem govorila z katerimi izmed poveljnikov, tako v sklopu operacije EU, kot tudi NATO-ovih poveljstev, naši pripadnice in pripadniki dosegajo najvišje ocene. Se pravi, da imamo kompetentne, visoko usposobljene, lojalne pripadnike Slovenske vojske, ki se zavedajo odgovornosti svojega dela in to delo tudi odlično opravljajo. Tako da mislim, da so ponosni na to. Seveda je povsod kakšen pripadnik ali pripadnica, ki meni lahko drugače, ampak po nekem pogovoru mislim, da bi hitro našli razloge, zakaj so nekateri nekoliko razočarani. Zagotovo pa je to, kar sem povedala, plače, da so imeli slabe pogoje dela, kar se tiče uniform, vsega ostalega, kar sedaj odpravljamo in mislim, da bomo s temi dolgoročnimi ukrepi, kar je tudi sprememba zakonodaje, ki pripravlja ta projektna skupina, to nekako tudi presegli in da bo nek boljši rezultat tako za strani javnosti v pogledu na Slovensko vojsko, kot tudi samih pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Bili ste aktivni tudi na mednarodnem področju, vem, da ste poudarili že večkrat tudi to mednarodno delovanje, ustanovili ste NATO center odličnosti za gorsko bojevanje, ki bo začel delovati oktobra, priključili ste se tudi projektu Balkanske namenske zdravstvene sile, skratka gre za kar bi lahko rekli velike projekte. Zagotovo, če sklopu tega se dotaknem najprej prvega, se pravi NATO-ovega centra odličnosti za gorsko bojevanje, gre za pomemben dosežek. Takšnih NATO-ovih centrov odličnosti je le nekaj čez 20 na svetu in da je en izmed takšnih centrov v Sloveniji, smo lahko ponosni. Gre pa za to, da se bo tukaj v bistvu razvijala doktrina gorskega bojevanja in da bo tukaj tudi veliko sodelovanje, se pravi vseh vojaških ekspertov z civilnim prebivalstvom, tako v sklopu inštitutov, potem tudi šolstva, tudi gospodarstva in tukaj vidimo neko priložnost za razvoj Slovenije, ne le Slovenske vojske, predvsem pa tudi za razvoj slovenskega gospodarstva. Ob zadnjem obisku generalnega sekretarja NATO, gospoda Stoltenberga, smo obiskali ta center tudi in v sklopu tega smo predstavili tudi Elanovo smučko, ki jo Elan razvija. Gre v bistvu za smučko, ki se lahko zloži, kar je
posebej priročno potem tudi za uporabo v vojski, pa tudi v primeru naravnih in drugih nesreč. Zagotovo pa bo tudi vsak ljubitelj smučanja z veseljem posegel po eni takšni smučki in upam, da bo razvoj te zmogljivosti uspel. Pa mogoče predstaviva še ta projekt Balkanske namenske zdravstvene sile. Mislim, da je zelo zanimiv, nekako namen je vzpostaviti regionalne zdravstvene zmogljivosti, ki bodo sposobni zagotavljati zdravstveno podporo ob naravnih in drugih nesrečah. Ja, mi moramo povedati, da smo kar v večini primerov lead partner v primeru varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in da tudi tukaj ta dvonamensko Slovenske vojske, se pravi tako za obrambo kot tudi za zaščito in reševanje, je zelo razvita in v sklopu tega tudi zadnjih nesreč, ki smo jim bili priča na Balkanu, vse države zelo cenijo in zelo izpostavljajo, da se Slovenija tako hitro odzvala in je pomagala pri odpravi posledic nesreč in tudi naši pripadniki so bili visoko ocenjeni, predvsem tudi zaradi usposobljenosti in predvsem tudi zaradi vsega know-howa, ki ga imajo, ki ga lahko tudi posredujejo vsem ostalim državam ob razvoju njihovih zmogljivosti. Gre seveda zopet za en primer dobrega sodelovanja meddržavnega, tako na področju zaščite in reševanja, kot tudi na področju vojske. Treba je povedati, da vse države gledajo na to, da nekako gospodarno in čim bolj učinkovito uporabijo svoje resurse, tako materialne, finančne, kot tudi kadrovske, in to povezovanje, se pravi to, da vsaka država prispeva neko svojo nišno zmogljivost v izgradnjo neke skupne zmogljivosti, je dobrodošla in potem ob primeru, da se je potrebna njena uporaba ob stalnem usposabljanju, lahko tudi učinkovito uporabi. Veliko sva govorili o Slovenski vojski, če sva rekli, da je to ena od dveh pomembnih vej Ministrstva za obrambo. Morava seveda nekaj povedati tudi o zaščiti in reševanju. Vemo, da je to, prej smo že povedali, glede na naravne nesreče, da so bili nepogrešljivi, da jih bi lahko rekli na žalost kar velikokrat zdaj srečujemo in potrebujemo. Kako bi vi ocenili to organiziranost, delovanje, reševanje in zaščite v Sloveniji? Moram povedati, da je najlažje to oceniti, kolikor se primerjaš z drugimi državami, in kot sem rekla, tukaj dosegamo odlične rezultate na vseh usposabljanjih in tudi na vseh tekmovanjih. In tudi to, da nam je zaupano neko vodilno mesto, je en rezultat tega, da imamo ta sistem dobro urejen v Sloveniji in da smo učinkoviti in da so se ti sodelavke in sodelavci tekom vrste naravnih nesreč, ki so Slovenijo prizadele v preteklem času, kar imeli možnost preizkusiti se v praksi. Tako da res je, ljudje so zadovoljni in prepoznajo njihovo vlogo. Upam, da vkolikor pa si želim, da Slovenija ne bi imela v nekem daljšem časovnem obdobju nobene nesreče, kjer bi bilo potrebna intervencija, ljudje ne bodo pozabili na vse zasluge, ki so jih imeli recimo predvsem gasilci in gasilke ob zadnji nesreči, se pravi ob žledu, pa tudi ob poplavah. Treba omeniti tudi vrsto drugih nesreč, kjer posredujejo sile zaščite in reševanja. Gre za prometne nesreče, za nesreče z nevarnimi snovmi, širok spekter nesreč tudi zaradi sodobnega bivanja nas doleteva vsak dan in vsi ti reševalni sestavi v tem pomagajo. Zato je prav tako potrebno nameniti primerna sredstva in jih uvrstiti med prioritete razvoja države, zaradi tega, ker takrat, ko se znajdemo v nesreči, se nam zdi nekako samoumevno, da bo nekdo, ki bo usposobljen in imel primerno opremo, dovolj hitro nam tudi priskočil na pomoč. Vendar, če ne bomo za to zagotavljali ustreznih resursov, tudi teh zmogljivosti ne bomo mogli ohranjati v primerno kondiciji. Sedaj imamo primerno kondicijo, dobro opremljene reševalne sestave. Če omenim samo gasilce, mislim, da je preko 45,000 gasilcev, ki so v bistvu usposobljeni in opremljeni za pomoč v naravnih in drugih nesrečah, in to je ena takšna številka, s katero se je vredno pohvaliti. Da pa je potem tukaj so še vse ostale reševalne službe, od gorske potapljačev, tabornikov, Rdeči križ, Karitas,
Sedaj ob tej begunski krizi se javljajo tudi druge nevladne in humanitarne organizacije in verjetno se bo v prihodnosti tudi z njimi razvilo neko podobno sodelovanje kot z tistimi, ki so že vključeni v sistem civilne zaščite. Tako da menim, da so zelo dobro usposobljeni, da pa je potrebno se strani države jim seveda dati vso podporo in na nas je, da jim zagotovimo primerno okolje za njihov razvoj. Se pravi, tako primerno zakonodajo, strateške dokumente, kot tudi potrebna sredstva za ohranjanje zmogljivosti in tudi nek razvoj v prihodnje. Tukaj morava nekaj spregovoriti tudi o novi resoluciji, o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami od 2016 do 2021. Ja, to resolucijo bomo posredovali v obravnavo do konca letošnjega leta. Mislim, da bo tudi sprejeta v tem obdobju. Pripravljajo poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan za svojo ekipo. Upam, da zelo ni preveč na stranskem tiru, glede na to, da so prioritete trenutno druge, ampak je v zaključni fazi. Pri tem se bo ponovno vzpostavil predvsem pomen gasilca, pa tudi vseh drugih prostovoljcev, ki so vključeni v ta sistem. Potrebno je narediti okolje takšno, da bo privlačno ne le za prostovoljce, temveč tudi za delodajalce. Se pravi, da se treba dotakniti njihovega razvoja in stimulativnega okolja, tako na davčnem področju, zdravstvenem in vsem ostalem. In kar nekaj vprašanj odprtih, tudi znotraj tega, kako se razvijati v bodoče, glede na to, da imamo omejene sredstva, kaj je z poklicnimi gasilci, kaj je z prostovoljnimi gasilci, kaj je s tistimi, ki so gasilci, pa niso vključeni neposredno v intervencije. Nekako ne smemo metati vsega v isti koš in je potrebno upoštevati tudi specifičnosti. Tudi ob tem sedaj so se izvajali obiski poveljnika civilne zaščite po terenu z lokalnimi skupnostmi, z župani, kjer se je naredila neka analiza, kje so bili do sedaj problemi pri reševanju posameznih naravnih ali drugih nesreč in kaj v sklopu tega potem tudi izboljšati. In sama vidim eno izmed možnosti boljšega sodelovanja tudi s tem, da se kot neki skupni občinski organi vzpostavi tudi skupne službe za zaščito in reševanje. Se pravi, da imamo ne glede na to, da se občinska struktura, vodstvena, se pravi župan, občinski sveti menjujejo, vseeno ostane neka ekipa, ki pa je stalnica in ki prenaša to znanje, kako potem čim hitreje pomagati v naravnih in drugih nesrečah, ne glede na to, v kateri občini je, zaradi tega, ker nesreče pa ponavadi ne gledajo, kje so občinske meje, ampak žal so ponavadi neko širše območje zajamejo in tista najnujnejša, usklajena pomoč za potrebno opremo je dobrodošla. Sigurno gre tukaj tudi za te izkušnje, ki jih imajo ti, ker vendarle gre tukaj za življenje, tudi za njihova življenja in mogoče tisti, ki niso dobro pripravljeni. Zato so tukaj tudi pomembni, kot ste že omenili, ti prostovoljni gasilci, ki vemo, da so se v preteklosti izkazali za več kot potrebne in recimo tam, kjer ni tistega poklicnega jedra, so ti še veliko bolj dobrodošli oziroma pomembni in potrebni. Se mi zdi, da kako bi tukaj lahko uredili, da bi, ne vem, zakonodaja bila mogoče bolj prijazna. Vemo, da so nekateri se pritoževali, da gre tukaj tudi kar za težave, tudi z delodajalci, ki takrat niso, bi rekli, bili prizanesljivi včasih. Zagotovo tudi sama menim osebno, da je prostovoljni gasilci, da so ena izmed najmočnejše gonilne sile zaščite in reševanja v Sloveniji in da imajo ogromno znanja, predvsem pa imajo ogromno elana in tiste prave vrednote, ki bi jih moral vsak imeti pri sebi, se pravi, da ne glede na to, kdaj, tudi če jih bližnji želijo ob sebi, vseeno zapustijo in grejo pomagati človeku, ko ta pomoč potrebuje, da gre za zelo širok spekter nesreč, ki je kar problematičen, da ne gre več le za gašenje požarov, da gre to za zahtevne druge nesreče, da gre za pomoč v prometnih nesrečah, kjer se mogoče nikoli ne vprašamo, kako psihično vpliva na nekega gasilca, da reže iz avtomobilske pločevine nekega človeka, včasih tudi otroke, pa mu ti umrejo v naročju,
ker enostavno so poškodbe pretežke, tako da je vrsta teh vprašanj, ki so odprta in ki jih bo potrebno rešiti. Zaradi tega bomo verjetno tudi šli spreminjati zakon varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, se pravi izpostaviti ta pomen prostovoljca in vsega na takšen način, da bo stimulativno za njega, pa tudi za delodajalce, da ne bi prišlo več do teh podobnih primerov, da delodajalci ne bi želeli nekako pustiti svojega delavca za to, da priskoči v intervenciji na pomoč. Vem pa, da v lokalnih okoljih, kjer ponavadi, žled je bil izredni primer, takrat je bilo res v tem velikem obsegu, potekajo usklajevanja tako, da se točno ve, kateri gasilci lahko v katerem obdobju dneva priskočijo na pomoč, kateri imajo katere druge probleme, tako da na terenu brez dobrega poznavanja poveljnikov, posameznih prostovoljnih gasilskih društev, tudi potem zvez, sistem ne bi tako deloval. Vse je na ljudeh, na posameznikih in lahko smo ponosni na naše gasilke in gasilci, res imamo izredno dober sistem. Pa se vam zdi, da je nasplošno, glede tudi na povečano število naravnih nesreč, ki se dogajajo, dovolj kadra, kar se tiče zaščite in reševanja? Vemo, da je kar veliko usposobljenega kadra, pa ga je dovolj. Ja, potrebno je povedati, da bomo prav sedaj v reševanju te begunske krize verjetno pred preizkušnjo. Jaz mislim, da je dovolj usposobljenega kadra, ampak so to večina vse prostovoljci, ki delujejo v nekem sistemu. In v primeru neke nesreče, ki traja nekaj dni, mogoče teden, dva, ta sistem deluje. V primeru reševanja migrantske krize oziroma begunske krize pa se bomo s tem soočali ne le v naslednjih tednih, mesecih, ampak verjetno tudi v letih. In ne bo dovolj, da bo v bistvu vse to na plečih prostovoljskih sestavov, tudi policija verjetno dolgoročno ne bo mogla vzpostavljati vseh teh zmogljivosti, ampak bo potrebno sistem države prilagoditi. V sklopu tega smo mi že takoj, ko se je začela v bistvu ta begunska kriza, začeli z tem, da bomo naredili neke zaenkrat še začasne prerazporeditve, tako da bo znotraj enega dela, upravnega dela ministrstva zadovoljeno tudi za pomoč Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Tam je v bistvu 40 sodelavk in sodelavcev, ki upravljajo vso to koordinacijo, tako da v neki velikem številu ne moramo govoriti in vkolikor gre to za daljše časovno obdobje, bomo morali poiskati za to enostavno ustrezen sistem državne uprave. Napovedali ste tudi dvig obrambnega proračuna, ta naj bi se začel dvigovati leta 2017. Zdaj imamo žal že drugačne podatke. Nominalno se bo obrambni proračun ne bo zmanjševal, procentualno pa se ne bo dvigoval tako, kot smo mi zastavili tudi v osnutku srednjeročnega obrambnega programa, se pravi 2016-2021. Tako da izgradnjo določenih zmogljivosti bomo morali pač prestaviti v prihodnje obdobje. Potrebno bo to tudi sporočiti našim zaveznicam v okviru zavezništva NATO in enostavno temu primerno tudi prilagoditi delovanje. Seveda tukaj govorim predvsem o Slovenski vojski. Tudi kar se tiče zaščite in reševanja, sredstva bodo v proračunu ostala v enakem obsegu kot v preteklih obdobjih, kar pomeni ne poslabšanje, ampak ohranjanje zmogljivosti. Vkolikor pa bomo želeli izboljšati in modernizirati sistem, pa bo potrebno zagotoviti za to več sredstev. V tem času, v teh preteklih letih, se je tudi, kar se vidi iz števila manj zaposlenih v obeh sistemih in tudi ne glede na to, da so se obrambni izdatki manjšali, so se tudi plače izredno nižale. Če bi to statistike pogledali, je Ministrstvo za obrambo naredilo velike racionalizacije v preteklem obdobju in racionalizacije v bistvu ni več možno delati, razen mogoče nekih manjših nadgradenj še, tako da prostora ni veliko. Enostavno bomo morali reči, ali gre obramba, se pravi Slovenska vojska, predvsem pa tudi zaščita in reševanje med prioritete države ali ne.
Mogoče čisto na koncu, da takole zaokroživa najin nocojšnji pogovor. Kaj bi si vi nekako v prihodnje želeli? Verjamem, da seveda čim manj posredovanj, čim manj naravnih nesreč, v katerih bi morali delovati, kljub temu, da ste na to dobro pripravljeni. To ste v redu povedali, v bistvu bi sama tudi zaključila na takšen način, da si želim visoko usposobljene, motivirane, opremljene pripadnice in pripadnike tako Slovenske vojske, kot tudi sil zaščite in reševanja, ki se bodo srečevali, predvsem na usposabljenih, ne bodo pa potrebne intervencije. Ministrica Andreja Katič, hvala lepa za nocojšnji pogovor. Jaz vam želim uspešno delo še naprej. Najlepša hvala. Vam pa seveda hvala za pozornost, srečno in lahko noč.